Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Med notami. 10 let je, odkar so ansambel Črički stopili skupaj in se predstavili naši dolini, Zagorski dolini. Pravzaprav pa, ker prihajajo iz Podkoma oziroma Kisovca nekateri, je prav, da kaj spregovorimo in povemo, kako bojo obeležili 10-letnico. Zato sta z nami v studiu Matic Bajda, lepo pozdravljen. Ja, dober dan. In pa Andreja Jošar, pozdravljena in dobrodošla oba dva v studiu. Ker se poznamo že odprej, smo se odločili, da se bomo tikali. Pa bi, Matic, najprej tebe prosila, da nam poveš kaj o začetkih Čričkov. Ja, o naših začetkih, segajo že 10 let nazaj. Verjetno, kako smo začeli, ne? Tako? Začeli smo tako, da se je želja pojavila pri meni pa pri naši kitaristki Vani. Oba da so že nekaj igrala in so rekla, deva pa poskusiti, če bi nama skupaj šlo, ne? In tako smo se na šolskem avtobusu dogovorila, da bi mačken se dobila pa probala. Potem sva nucala še enega, da bi bas igral. In to se je pol sva Mateja vedela, da je igral synthesizer oziroma klaviature. Matej, boš, bom, ne? In pol je zadnji sedela še Saša, bivša pevka. Prav, ja, pevke pa ne boste imeli. Pevko tudi not samo. Evo, smo bili pred 4, smo se zmenili, super. In potem smo se dogovorili za vaje, naše prve vaje. To smo že se dobili, smo sajnali, kako video spot snemamo, vse ne bilo, ne. Igrali še nismo nič, ne. No, in prve vaje so šle mimo in potem so nam v pomoč prišli starši. Smo se dogovorili, kako bi to potekali, kako se bomo zorganizirali. Problem je bil ime najdeti. In naš prvi sestanek je bil, zdaj lahko rečem, v gostišču Baron na Malem Kumu, no. Smo doma večkrat kosila imeli, smo se pogovarjali in ime ansambla problem. In so bili čestitke v nedeljo, ne, in so bili, ena pesem je bila Črički. Pravijo, pa bomo Črički, ne. In ta ime je takrat do zdaj ostal. Takrat smo se dogovorili, ko bo kjer počel. In tako funkcioniramo še na ta način danes, no. In kje je bil prvi nastop? Prvi nastop je bil pa 30. aprila v Veliki Preski. Igrali smo na večer Krsovajna, ampak je bilo hec, da smo igrali to kot en zaključek nekega študija naše prijateljice, no. Tako, to je bil naš prvi nastop. Zaigrali smo pa ene 6-7 komada, smo takrat skupaj znali zaigrati, ne, to je bilo atrakcija. Aha, je bilo kaj treme? Ja, treme je bila, ker je bil to naš prvi nastop, nismo se še tako poznali med sabo, ne, nismo še tako dobro kontaktirali. Mučke je bilo, da je bilo treme. Na to prvem nastopu sem še strgal se mi je jermen od harmonike, mi je harmonka padla dol, to je bilo na to prvem nastopu, težko pozabiti, ne. To se pa se pa naprej šlo. Aha, je bilo kaj poškodb na harmoniki? Ne, nič ni bilo, ampak zanimivo, ne, glih, ko se na prvem nastopu lahko naredi. Nepozabno potem. K se pol nikoli v 10 letih je tazga še podobnega zgodil nobenem, ne. Tako ognjen krst, Ja, oziroma ognjen krst. harmonikarski. No, mogoče drug ognjen krst smo bili pa na drugem nastopi. Smo špilali pa tle pri Radečih, v Žebniki. Igrali smo od 12, to se pravi od dopoldne pa do 2 zjutraj. Znali smo pa 12 komadov. Aha, kako pa je to potem se raztegnilo? 12 komadov na 14 ur spraviti, ne, to je bilo tudi problem. Jaz sem se bolj vse imena na posebno željo, ne, zmanjkalo mi je idej na imena, ne. Problem je bilo, da je bilo 21 sam povabljenih, ne, in potem sem se spraševal imena, sploh tistih, ki ni bilo tam, ne. Veliko smeha je bilo, ljudje so plesali dobre volje, so bili, vedeli smo, da smo komaj začeli, ne, in zanimivo je bilo, ja. In so dobro sprejeli. Ja, veliko smeha je bilo pa. No, super. Pa plesa. Tako. Andreja, ti pa si prišla Ja, kasneje. jaz sem prišla 5 let kasneje. Njihova pevka je odšla, imela svoje razloge. Jaz sem pa takrat pela v enem ansamblu. Smo se poznali, sem hodila na njihove špile velikrat. In pa je kitaristka pa harmonikaš sta malo bolj predlagala, da bi jaz pela, ker sta vedela, da pojem. Ja, no in potem sem prišla na njihove vaje. Čudežno sem že poznala kar nekaj komadov, tudi njihovih. Tako da ja, potem smo začeli. To je bilo to, no. Potem sem začela pri njih peti.
In kdo piše pesmi? Ja, pesmi. Nekaj smo jih sami napisali, nekaj so nam jih drug napisali. Prvo pesem, besedilo nam je napisal Dim Zupan, to je pisatelj, otroški pisatelj. Pol nekaj besedilo je napisala Fanika Požek, pa Ivica Cvikl. En besedil sem jaz napisal, 2 besedila je napisal naš bivši član Benjamin. Ti si tudi napisala? Sem jaz napisala. Besedile. Melodije smo pa tudi sami delali. Nekaj nam je Igor Podpečan naredil, nekaj je Peter Fink naredil, eno je naredil celo Brane Klaužar. Tako da. 2. 2, ja. Torej, pester nabor. Ja, sami pa še pomagamo se z drugim. Tako da. Videli bomo videospot oziroma projekcijo za pesem Ličkanje. Ja, to je zdaj zadnja naša pesem. Jaz sem naredil melodijo. Ja, jaz pa besedil. Nisva tudi mislila, da bomo to sploh izdali, ker je bilo to bolj na hec narejeno, ampak se je zelo, zdaj, ko smo jo predvajali, ker je že bolj nova, so ljudje kar fajn sprejeli, no, tako da smo se odločili, da jo posnamemo, pa damo tudi na CD. Kako pa ste oblečeni na stopih? Nekaj slik bomo videli. Kje ste dobili idejo za svoj videz? Ja, no, to smo bila jaz, pa kitaristka, bolj zaslužene za to. Imamo ene 7-8 oblekc, ker vsak let je kaj novega v modo pršali in smo rekli, bomo kaj drugega. Drugače smo imeli, to so nam šivali. Večinoma smo pa tako po interneti gledali, pa malo tako, no, da je bilo. Imamo pa zmer kakve ideje, ne, pa fanti, kakve hozentregere, kravate, tako, da je malo bolj moderno. Črne hlače, bele srajce, to je zmeraj motic, tako kar pasol, ne, pasol ne bo še ven iz mode. Pa še kako kravato zraven, bo si čist nekaj drugačen, ne. Tako, no, mi dve imamo bolj preobrazbe, no, fanta ostajata skoraj vedno ista, sam barve menata kravat. Kdaj tudi noša? Ja, jaz pa nošo, če za kako ohcet, kaj tacga, če ga se spodob, da je noša. Je pa zelo zanimiv z noša, ne. Po zim te ne zjebe, poleti te pa tudi ne zjebe. Poleti, še posebej poleti je precej roče, ne? Roče pa, no, ja. In je treba ure in ure zdržati, ne? Ja, ponovadi od zjutraj pa do zjutraj. Pa do zjutraj. Pa do zjutraj, ja. 24 ur, če se ne motim, sta omenila prej, da je bilo Ja, 24. enkrat. 28, no, 24, ja, kar se zna potegniti kakšna stvar včasih. Ja, je bila dolga ohcet. In ni bilo problema. Ne, mogoče pride vmes kakšna kriza, kakšna urca tam malo čez polnoč, ker misliš, ali je bilo treba tega, ampak pa se hit pobereš. Ljudje ti dajo tisto energijo, tako da. Vi pa njim nazaj. Ja, tako. Tako, no. Pa si oglejmo videospot Ličkanje, potem pa še sporočilo našega sponzorja in se mi vrnemo nazaj. Bilo je tam na sred vasi, na Ličkanju se vse zgodi. Je mlad nam muzikant igral, srce si moje je izbral, pa je mene ulovil, z besedami me je dobil, položil me je v ličkanje in zapil mi je. Pejva ljubca na kozovc, bova ličkala za novc, ti na mene jasna ti, bova ulovila se, ko jo bova zličkala, bova tam zabančkala, ti na mene jasna ti, se viš kako to gre. Zdaj je konec vseh noči, zdaj le resno se godi, je tista noč pozabljena, na novo sem zaljubljena. Ko pa pride k nam v vas, ličkanja jesenski čas, srce se spet ogrelo bo za tvojo pismico. Pejva ljubca na kozovc, bova ličkala za novc, ti na mene jasna ti, bova ulovila se, ko jo bova zličkala, bova tam zabančkala, ti na mene jasna ti, se viš kako to gre.
zanovc, ti na mene jasno ti. Bova ulovila se, ko jo bova zličkala, bova tam zapančkala, ti na mene jasno ti, se viš kako to gre. Takole, ogledali smo si ličkanje, oziroma poslušali tudi pesem. Kako pa je kaj s pojavitvijo na televiziji, na radiju? Ja, na radiju se pojavljaš, če imaš nove komade. Mi smo od začetka smo se forsirali, nekaj komada smo posneli, približno 5 komada smo posneli in smo takrat se kar dost medijsko izpostavili, predvsem prek, lahko povem, radija, ne. Tle je Kumi bil aktualen, ki je v bližini pa Sraka, Veseljak, mogoče takrat smo dosti aktualni bili. Pa smo pa večkrat malo premora imeli, smo bolj po notranjih špilih hodili. Pok smo pa novo pevko dobili, ne. Smo pa spet večkrat začeli na nov posnet, tako da zdaj vsega skupaj smo nabirali 12 pesmi naših in da se spet večkrat po radiju nazaj vrtijo, na kako lestvico grejo. Zmagali smo, no. Mislim, imeli smo drugo mesto na lestvici iz radija Veseljak, tu smo dobili Robinastega Slavčka, to je kar ena, izprej nisem vedel, kar tak bolj obsežena radijska tekmovanja. Je bila tudi taka malo večja podelitev, tudi koncert bolj. Na Radio.com smo imeli pesem leta, enkrat ali dvakrat celo. Poslušalci okoli nas zelo podpirajo, so za nas glasovali, se vidi. Linije z našega konca so bile zasedene, se glasovali prek telefona. No, vse to je lepo. Kako pa je bilo na snemanju oddaje Polka in Majolka? Ja, zelo zanimiv. Takrat je naš harmonikaš manjkal, ne? In nas v bistvu sploh niso poznali, da smo mi ansambl Črički. Pridemo, kaj povemo, pa prav tisto, kaj je bil organizator, prav, ja, kje pa imate harmonikaša? Pač smo povedali, da je danes odsotni, je rekel, ja, se vas sploh nismo poznali, ne, ker to je naš šef, pa idejni vodja, pa ne, tako malo. Tako da ja, ga nas večinoma poznajo preko njega. Maskota. Ja, maskota naša. Drugače pa ja, zanimiva izkušnja. Za mene sploh, ker nisem še nikoli bila na nobeni oddaji, ki bi se snemali, tako da takrat je bilo bolj začetki. Zanimivo, no. Je bilo naporno? Ja, mislim, mene je malo tista trema, pa tisto čakanje, da si prišel na vrsto, ampak pa ko enkrat, ko si na odri, ko vidiš tiste ljudi, ki ti ploskajo, je čist drugače. Najtežje, kar je problem to, ker nismo navajeni na playback igrati, ne. Oddaje se tako snemajo. In to je problem, pa se ne spomniš, kako imaš ti pesem posneto, ne. Ali igraš tako, na živ nastopi igraš, kako se počutiš, ne, ni dvakrat enak, ne. Tam pa poslušaš, pa hočeš pa tako igrati, kakor je posnet, ne. Besedil loviš, da se smejiš zraven. Problem je, nismo s tem se tukaj, nismo navajeni tega bili, no. To ne se večkrat, pač pa zanimivo, da še tako izkušnjo dobiš. Na festivalih ste tudi kdaj sodelovali? Ja, sodelovali smo na Števarjanju, smo bili trikrat smo bili na Števarjanju v 10 letih. Potem smo bili še na Debilnem Hribi, pa na Dolenjskih Toplicah, se mi zdi, pa v Šentjerneju je bilo svoj cajt, da smo se kar udeleževali. In kako je bilo to? Je bilo bolj druženje, je bilo bolj tekmovalno? Kakšno je bilo vzdušje?
Ja, vzdušje se od festivala do festivala spreminja, ne? Čeprav pa se mi zdi, da gre čez dalje bolje tisten tekmovalni duh prisoten, ne tisto druženje, kot je bilo pred tem, 30-40 letem. Se že v 10 letih pozna razlika, no? Tako lahko rečem. Ampak ste v teh 10 letih navezali kakšne stike, se s kakšnimi bolj razumete? Ja, imamo zelo veliko glasbenih prijateljev, ne? Da z ansamblem se zdaj poznamo, da ne vem, zelo veliko smo na vezi s Cvetom, z Igorjem, z Zlatih zvokov, s Finkom, z Gadom smo bili tudi tako na vezi, ko smo se na Ohcetih dobivali, jaz sem prej igral in kasneje. Zelo veliko, z Modrijanom smo tudi bili, tako, zelo veliko dobiš tudi tih znanih. Ja, Stanje Žagar smo en let celo skupaj cel prepevali. In je bilo kar zanimivo leto, ne? Ja, zelo pestro, veliko nastopov po celi Sloveniji, to nam je bila neka promocija, tako da ja, to je bilo zelo aktualno, vsi so nas sprašvali, s Tanjo igrate, ne? Ker Tanja je zelo taka energična oseba, jo posod poznajo, tako da ja, zelo veliko, fajn, dobra izkušnja, promocija, no, predvsem. Ste se morali naučiti še njene pesmi? Ja, se ni bil glih problem. Nekaj smo že znali, na koncu tisto smo skupaj zapeli na njenih koncertih. Drugače, ona je z nam zapela, ja. Ja, mi smo zaigrali nekaj svojih komadov, nekaj smo jih skupaj zaigrali, tiste standardne, kot jih Tanja prepeva Narodna zabavna, ne. Tudi, da smo uleteli sred koncerta noter, smo se nasmejali, zašpilali, pa v zaodre šli. In kako je bilo na različnih lokacijah po Sloveniji? So bila različna pričakovanja ali pa različni odzivi ljudi? Kako ste doživljali celotno Slovenijo? Mi smo doživljali kar predvsem enak, zato ker nismo nikoli začeli s koncertom, zmer smo na sredini prišli noter in Tanja je koncert ogrela, da so bili ljudje zmer, so ploskali, poln pričakovanja, tudi zadovoljni so bili zmer. Tako, zmer jih je znala pripraviti prej, no, tudi mi smo imeli zmer lahko nalogo, smo prišli, odigrali, se nasmejali, pa šli, ne. Ja, zanimivo je bilo tudi to, da recimo je imela tiste stalne goste, ki so skoraj po vseh njenih koncertih hodili in so se nas ljudje ful zapomnili. Mislim, eni so rekli, ja, tudi zaradi vas smo prišli, ne samo zaradi Tanja, ampak tudi zato, ker ste vi, pa ste nam všeč, pa tako mladi, pa tako, no, tako da je bilo tudi to zelo fajn, da so nas prišli v zaodrje pozdraviti tudi mi, da smo se malo bolj počutili, tako, no. Lepo, so prišli poleg Tanje tudi vas poslušati. Tudi za nas, ja. No, super. Zdaj pa predlagam, da si ogledamo kar eno pesem od Tanje, njen videospot in da malo pobrskata po spominih oziroma obudita lepe doživljaje med tem. Bil je sončen dan, šla sem v Piran, drito na obalo. Kar naenkrat pa sem zagledala njega s kitaro. Je na barki stal, nežno zakantal, pesem le zame, z njo srce začaral, lep je Istrijan. Z njo srce začaral, lep je Istrijan. Zame zakantaj, serenado zdaj, che bella, bella notte z nama je. Zame zakantaj, na kitaro zdaj, naj tvoja barka ziba, ziba se. Pa čez 8 let, sama šla sem spet, drito na obalo. Kar naenkrat pa sem zaslišala tisto kitaro. Je na barki stal, nežno zakantal, pesem le zame. Skrila se romanca, v najin je Piran. Skrila se romanca, v najin je Piran. Zame zakantaj, serenado zdaj, che bella, bella notte z nama je. Zame zakantaj, na kitaro zdaj, naj tvoja barka
va a ser. La 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 la. La 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 la. Che bella bella notte s nama je. La 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 la. La 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 la. Naj tvoja barka ziba ziba se. Naj tvoja barka ziba ziba se. Takole se vračamo skoraj z obale nazaj. Kdo pa vam pripravlja scenarije oziroma program nastopov, ker naprimer kakšna poroka se res zavleče, kot sta že omenila? Aha, scenarij naših nastopov. Ja, med premori vem, da se marsikaj dogaja. Ja, med premori se včasih na trdo usklajujejo mnenja, ne. Potem mora šef popustiti, ne, ker so 3 proti 1, ne. O tem bi se dalo razpravljati. Ne, mi gledamo zmer tako, da je čim bolj sproščena zadeva, malo se vidi po ljudeh, kako je razpoloženje, ko jim odgovarja. Od začetka jih majčkeno pustimo, da se malo pogovorijo med sabo, nekateri se že en cajt niso videli, ne, to tudi malo izkoristimo, da malo počijemo. Potem, kar kasneje ura, se pa začne kaj dogajati, so kakšne igrice vmes med pavzami, včasih tudi sami ljudje pripravijo, da če je kakšna poroka, se drži, da se polnoči se torta razreže, še en romantičen ples, pa podvesca, pa šopek, ne, se mečijo. Pa kakor bolj zgodne jutranja ura, tam se še kaj dogaja, še mogoče kakšna bolj hudomušna igrica, no, kaj v tem smislu. In kakšne vloge? Vloge, ja, jaz imam ponavadi vlogo povezovalca, pa še kaj tacga zraven. Bomo pustili presenečenju. Podrobnosti, ja. Pevka pa, oziroma nežnejši del ansambla so pa kakor asistentje, ne. Ja, no, pri nas je zabavljač, ne, večinoma Matic. Kar se tiče repertoarja, je tako zgleda, da imamo eno mapo s samimi besedili in pa to tako zgleda, da je, ko se začne prva runda naša, kjer bomo zašpilali, se vsi menimo, tam stojimo na odru, ampak pa ko zalaufa in pa moramo sam, jaz povem naslov pesence, pogledam nazaj, če se vsi strinjajo, špilamo, če ima kdo kakšno drugo idejo, zamenjamo komad, čist nič nimamo pripravljen, da bi rekli, tisto, kar špilamo. Pa tudi veliko tisto mapo doma pozabimo. Ja, mape zdaj sploh že kakšen let nimamo sploh več, ja, kar od doma. Se kar na pamet poje. To je že besedile se pozna tudi. Ali pa se tako poje, da se malo uste gleda, pa se tekst sprotočiva, ne? Ja, tudi to se dogaja na živih nastopih. Se da poje. So kakšne glasbene želje? Ja, tisti pa zmer, dajte še to za mene, pa to, pa rojstni dnevi, ne? Če se le dajo, ustrežemo. Tudi kakšno povečkrat Ja. na špil. Ja, katero ste pa že tako velikokrat zaigrali? Na enem špili na Dolenjskem v pivnici As smo igrali in je lastnik proti tam od polnoči pa do 4 zjutraj, ko smo špilali, je 10-krat hotel ljubezen stara. Tako da tisto smo znali že vse smo znali na pamet. Kadarkoli je sam pogledal nas, smo že za njega zašpilali. Tako da tista je bila res velikrat v enem dnevu zaigrana. Drugače je bila pa svoj cajt največ je bila Titi Rožica od Modrijana. Ja, to je. Čeprav se zdaj že kar precej umirila, no, takrat je bila pa... Ja, ki je bila euforija. Ja. Je bila kar velikokrat zaželena. Ja? Moramo povedati in povabiti na vaš koncert ob 10-letnici. Kje, kdaj in kaj se bo dogajalo? Prepuščam besedo. Ja, imeli bomo obletnico 6.6. v Podkomu na igrišču. Imeli bomo razne glasbene goste, obeležili bomo 10 let. Organizator je Radio Veseljak. Bo to nekakšne vrste veselica, majčken uradnega programa, skozi 10 let, kaj se je dogajalo. Pridejo tudi vsi, ki so sodelovali pri ansamblu, se pravi prva pevka, pa vmes, ko smo imeli še enega pevca. Vsi tisti, ki so nam pomagali besedile, melodije narediti in kakorkoli nam pomagali, da smo obdržali ta ime ansambla, ne, do danes.
Ja, 5 glasbenih gostov bo. Med drugimi bodo ansambl Cvet, ansambl Frajeri, Kumske punce, pol Anže Zajec, pa ansambl Petra Venka bo. Pa mogoče še kak glasbeni gost, ki ga ne bomo izdali. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno? Ja, poskrbeli bo gasilci, domačini, gasilsko društvo Padež pa Potkom, tako da... Ja, vsi družinski člani smo že tako povezani z gasilstvom že mnoga leta in smo zelo veseli, da nam bojo pomagali pri izpeljavi te prireditve. Prav tako tudi kmečke ženske, pa športno društvo, pa športno-rekreativno društvo, pa krajevna skupnost Potkom, tako da bomo skupaj stopili. Kulturno društvo smo kar dejavni. Potkom kar živi skupaj in je povezan s Črički, ne? Ja. Lahko rečemo. Smo kar zelo povezani, ja. Kako pa kaj vaje? So kar vsakodnevno, vsakotedensko? In kje se sploh dobivate? Še nisem vprašala. Vaje se dobivamo pri našem basistu Mateju. To je za poznavalce komljanskih pokrajin, je to Rodež. Tam vadimo že od samega začetka. Predvsem smo začeli zato, da smo imeli mir, ni bilo sosedov, da nismo nobenega motili. Primeren prostor je bil in pa smo se navadili, smo skozi hodili na vaje. Tedenske vaje so bile planirane ponovadi v petkih zvečer. Zdaj zadnje čase, ko se že tu poznamo, tudi tam bo tam kakšno spustimo. Ampak se še ponovadi z miro v petkih dobivamo. Dej že naprej vemo, če je v petih popoldne se dobimo, da 1 uro imamo za pogovor, da jo počasi začnemo Za druženje, tako. V tem smislu, no. Ste pa še vsi bolj na kupu doma? Ni težav glede tega ali so tudi že kakšne take težave? Ne, se imamo vsi avtomobile, tako da ni problema, se dobimo. Če se le najde čas. Bolj problem je šola pa služba, da uskladimo zdaj. Kljub temu, da smo samo 4, je težko usklajevati vse, tako da drugače se pa kar dobimo. Veliko telefonskih impulzov porabimo. Ja, za drugega, da se prekličemo. Ja. Ampak se še zmer da. Tako da z vajami je zmer zanimivo, ne. Ponovadi je bilo tudi zanimivo pozimi priti na lokacijo, ki je to v hribih, ne. Poleti je bil tudi problem že priti, avtomobile smo redili pozimi, poleti, v sonci, v dežju, v snegi. Marsikaj smo že doživeli, samo zato, da smo na vaj prišli. In na kakšnem koncertu se je morda tudi kaj zgodilo, poleg te harmonike na prvem? Ja, zmer je tazga bilo. Kaka peta se je kdaj zlomila, ne? Ja, smo že ostali, ja. Pa pozabili smo mikrofone enkrat doma. Ja, pa jaz sem harmoniko nek pozabil, smo špili odzunaj pred gostilno, podpeljali smo se, nisem imel avto, da vse smo zložili, harmonike pa ne. Je čakala tam, kje je bila? Ja, je k sreči en pol domov vzel, pa poklical. Ti se je bila kar kruta. Tako, drugače pa za... Oblekce so se tudi že strgale, ko smo se malo preveč najedeli. Tako da ja, tudi to smo že šibali, tako da marsikaj, ja. Pa kravatov že pa namočili. Ja. Marsikaj danes tudi se nas spomnim takih stvari hudih. Ponovadi je zmer taka stvar, no, da je iz tega en hec vam pride, no. Pa en lep spomen za kasneje. Tako, vi ste pa vedno pripravljeni na improvizacijo in iz tega potegnete najbolje. Ja, improviziramo zelo rad, no. Predvsem, če smo na kakšne koncerte hodili tako, ja, da se nas drugam povabili, smo še pa zmer kakšen izlet naredili. Naraj smo imeli izlete, če se kjerem od naših članov domov modili, ne, takrat smo naraj se zadržali, zmer smo kak McDonald's šli. To, no. Pa ni bilo preveč slabe volje zaradi tega, ne? Se je pa zglihal nekako, tako da je kar bilo. Ja. Torej, 6.6. ob kateri uri se bo začelo? 6.6. ob 20. uri. 20. uri, upajmo, da bo lepo vreme, seveda, ne? V primeru lepega vremena deža itak ne bo. Deža ne bo? Ne bo. Ste naročili tako? Mama se že molijo doma. No, potem pa ne bo nobenih skrbi, ne? Ne bo. Jaz se vama zahvaljujem za obisk, želim vama super koncert in pa tudi preostalima članoma in pa še nekajkrat po 10, ne? Še za naprej. Hvala lepa. Upajmo, ja. Mi pa se bomo poslovili še z eno pesmico Tanje Žagar. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.
se ti v rokah bi stopila, a to nevarno se mi zdi. Preveč oči na ju lovi, kaj če bi midva raje šla na samo. Noč je vroča, noč je mlada, jaz uživala bi rada, tvoja noga me osvaja, pod mizo mi nagaja, a to nevarno se mi zdi. Preveč oči na ju lovi, kaj če bi midva raje šla. Akcija. Arriva, gremo vsi, do jutra se lavi, dani, dani tvoje roke, da zimajo mi boke. Arriva, gremo vsi, do jutra se lavi, dani, dani tvoje roke, da zaziva, da zaziva, da zazivajo mi boke. La 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 la, 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 la 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 la
La la la la la la. Noč je vroča, noč je mlada, nama pleše se lampada. Kaj bilo bi, če lahko bi, radovednost me napada. A to nevarno se mi zdi, preveč oči na ju lovi.